Tako da zdaj prepuščam besedo Sari Dunaček. Hvala. Hvala, me veseli, da smo se zbrali tukaj v bližini te stvari, zato da govorimo o vseh problemih povezanih z temi izključevalnimi politikami v bistvu Evropske unije, pri katerih poskuša biti Slovenija zelo pridna. Tako da jaz v bistvu enih stvari ne bom veliko ponavljala, ker je bilo veliko ključnih tem v bistvu že obravnavanih. Vrnila se bom sicer k temu neoliberalnemu kapitalizmu kot nekemu okviru tega, kar se dogaja kot eni interpretaciji tega. Potem v bistvu ne bom ponavljala teh stvari, ki so v zvezi s tem drugačenjem in pa tem ustvarjanjem muslimanskega terorističnega drugega, ker to je odlično naredila Marjetka. Tako da bi pa mogoče se sam malo vrnila k koridorju in pa potem k tem najnovejšim dogodkom, ki pravzaprav onemogočajo dostop do pravic in potem k interpretaciji tega pravzaprav v okviru globalnega apartheida. Tako da bom na ta način poskušala to organizirati. Zdaj za začetek samo mogoče za uvod kakšno malenkost konkretno na to žico. Danes je namreč obletnica izbrisa, 25. obletnica. In to pravzaprav je bila ta gesta političnih elit, ki so na način izbrisa konstituirale pač tak kot da nek narod. In v bistvu to svojo politiko kar naprej reproducirajo. Pri tem očitno imajo podporo tudi nekaterih ljudi, ampak jaz bi rada na koncu ponudila eno tako tudi optimistično utopijo tega, da so možne kakšne alternative. Da se te stvari ne, mislim, da ni potrebno reproducirati tega. Se pravi, predvsem v tem smislu sem mislila to žico omeniti, mogoče še žica v povezavi z militarizacijo, ki pravzaprav usmerja, mejo predstavlja na celoten teritorij. Ker ta uporaba vojske, ta izredni amandma, se ne nanaša samo na mejo, ampak se nanaša na kjerkoli po državi in v bistvu je lahko ta represija uporabljena proti katerimkoli nasprotnikom teh političnih elit. Tako da v tem smislu se konkretno nanaša na lahko kakršnekoli ugovarjanja. Tako da še ena dimenzija je zdaj, recimo, do zdaj ta sama konkretna žica seveda ni predstavljala nobene ovire, dokler je ta koridor deloval pač po tej eni in edini poti. V bistvu je pa ta žica na začetku bila postavljena na nek način kot izjava Hrvaški, da ne se drži dogovor. Je tudi to funkcijo imela in zato, ker se zdaj začenja vračanje ljudi in izključevanje ljudi iz tega sicer zelo problematičnega koridorja, je možno, da ta žica dejansko postane fizično nevarna za osebe, ki bodo ilegalizirane in bodo iskale načine, da jo prečkajo pač prek te zelene meje. Seveda se vedno da prideti mimo pot nad in skratka žica ni zares ovira, tako kaj korajko, ampak kljub temu pa je lahko nevarna, če pač naletiš v temi nanjo. Tako da ima v tem smislu je še vedno zaskrbljujoča tudi fizična njena, tudi na ta način njena fizična prisotnost. Tako da to sam neki teh referenc na to konkretno zadevo tu v bližini in seveda tudi ko sem v temu, kako tukaj posega v to lokalno okolje, ki v bistvu pravzaprav nima meje in ki gotovo ta žica lahko, ne vem, k nekim regionalnemu sodelovanju lahko prispeva k večjemu z rezanjem te žice skupnim, ampak sicer pa ga ne spodbuja. Tako da v bistvu zdaj najprej bi mogoče čist na kratko te neke spremembe, ki so se zgodile v zvezi z samim delovanjem tega koridorja, o katerem je Duško govoril, zato ker na začetku pravzaprav kot vemo, so najprej migracije potekale brez koridorjev po tej tako imenovani balkanski poti in sicer še z Madžarsko. Potem, ko je Madžarska postavila svojo ograjo, nad katero so bili vsi nekako zgroženi, pa nihče ni več ukrenil, je potem seveda se pot preusmerila čez Hrvaško in Hrvaška je na začetku imela zelo izpostavljeno to nek diskurs javni, neke dobrodošlice. Prve fotke so bile v bistvu, kako policaji dvigujejo otroke na vlak. Tako da je bilo to že nekako na začetku vzpostavljen kot nek ta način identifikacije.
Potem v bistvu Slovenija se je najprej zelo jasno poskušala, predvsem preko notranje ministrice dati signale, da bo branila južno šengensko mejo in da bo to delala po pravilih, se pravi po teh pravilih, ki so v bistvu proti etiki, se pravi, da pravila so postavljali ves čas na prvo mesto in potem v bistvu še nekaj časa potekala, v bistvu so se države spremenile v neke vrste tihotapce, ker so preko zelene meje na Madžarskem speljale prvi ta koridor. In se pravi, Madžarska meja je bila zaprta, posod je bila žica, bilo je še 30 metrov brez žice in tam je bil nek tak meddržavni kompromis, da je prehod možen. Se pravi, v Sloveniji vemo tudi, da ni bilo neke silne politične volje po vzpostavljanju kakršnega koli koridorja in da takoj, ko se je začel vzpostavljati, je prevladal ta varnostni diskurs, ki se je kazal zelo konkretno v teh restrikcijah gibanja migrantov. Najbolj grozljivo v bistvu s temi prizori v Rigoncah in v Brežicah, kjer je takrat še ni bil niti ta amandma v zvezi z vojsko, ampak tam so bili pač migranti in ogromno tankov in policijskih oklepnikov. Prav tako v Brežicah, kjer v bistvu je bilo zelo evidentno, da ima ta varnost prednost predvsem ostalim, zato ker so bili ljudje izjemno natrpani. Bilo je bolj pomembno, da so pod kontrolo, kot pa da so lahko v nekih človeških razmerah. Te situacije niso prihajale v medije, zato ker je bil medijem vstop prepovedan na ta področja in mediji se niso bili, novinarji se niso bili sposobni organizirati, da bi naredili pritisk in zahtevali dostop do teh krajev. Kot da recimo zdaj v Grčiji, spet na ta nova taborišča, ki jih postavljajo ob poti proti Makedoniji, prav tako ni dovoljen vstop medijem. Se pravi, to je tudi še en tak simptom tega izrednega stanja, ki postaja normaliziran, o katerem pa se več govori. Tako da v bistvu smo na nek način si je bilo želeti, da bo vzpostavljena neka varna pot. In potem, ko je bil vzpostavljen koridor, se je zdelo, da je to mogoče ta varna pot, da je to tudi neka zmaga gibanja migrantov, zato ker je bil suspendiran ta Dublinska konvencija, po kateri je bil dogovor med državami, da ljudi vračajo v prvo varno državo in v tisto državo, iz katere so prišli, če ne zaprosijo za azil. To je bilo začasno suspendirano po izjavi Merklove, da Nemčija sprejema migrante. Se pravi, na začetku je ta koridor izgledal kot v bistvu nek preboj, nek padec meja, ko govorimo o mejah. Potem pa se je izkazalo, da prvotni namen tega koridorja, oziroma ne prvotni, ampak osnovni namen, v bistvu ni toliko humanitaren, kot je ravno ta varnostni, kot je nadzor in izolacija migrantov v koridorju. Tako da je zanimiva tudi vloga humanitarnih organizacij znotraj koridorja in njihovo prisvajanje tega varnostnega diskurza. Recimo Rdeči križ, ki je imel edini praktično dostop v Brežice, razen posameznikov, ki si jim je uspel nekako na silo infiltrirati dobesedno, je recimo imel tudi posvojil ta diskurs na ta način, da so rekli, da ne morejo deliti vode med ljudi, ker jih je preveč na kupu in se bodo stekli za njo. In potem so lažje ljudi puščali brez vode, kot da bi vodo delili. Se pravi, so se nekako poistovetili s to neko varnostno grožnjo, hkrati so pa preprečevali samo organiziranim prostovoljcem, da bi recimo delili karkoli. In potem je bilo to možno delati samo pač v bistvu na skrivaj, kolikor je bilo. Ali pa še do teh paradoksov je prihajalo, da se je bilo lažje zmeniti s kakšnim malo bolj, kako bi se rekel, kakšnim policajem, ki je dal prednost svoji človečnosti pred uniformo in je pustil deliti neke stvari, kot pa recimo z Rdečim križem. Se pravi, do takih absurdnih situacij prihaja sploh takrat na začetku. Potem se je sicer etabliralo to, da je možno, da so se razmere precej popravile, glede naprej, ampak še vedno pa ni bilo zagotovljenih nekega osebnega stika, nek avtomatizem pač skrbi za golo preživetje.
ampak nič več. Ne. Recimo v Dobovi je trajalo, ne vem, več kot en mesec, da je bil dostop do tekoče vode sploh omogočen. Čeprav bili so vsaj te šotori, ne, da ljudje niso stali na dežju in mrazu, ampak v bistvu zelo tako po kapljicah so prihajale drobne izboljšave bivanja in zelo dolgo je trajalo, šele pred nekaj tedni je bil vzpostavljen recimo kotiček za otroke. Se pravi nekaj, kar ni golo preživetje, ampak kar je tudi neka kvaliteta in nek odnos. Ne. Tako da to vse kaže na to vrednost te kontrole in to zahtevo po tem ločevanju, ne, teh drugih v neko to zaprto situacijo. In zdaj se je pa zadeva še zaostrila, zato seveda, ker to ste gotovo slišali, ker je Avstrija pač omejila vstop in kar je povzročil seveda nek učinek, lahko bi rekel, domin in pa te dogovore policije, ne, kjer so se pač zdaj policija meni, kje bo zdaj koliko ljudi, ampak v bistvu je to povzročil nekako to, da so potem postopoma vse države, ne, do Grčije zaprle meje in da so ljudje onemogočeni, ne, v Idomeniju, se pravi na grško-makedonski meji in v Tabanovcih na makedonsko-srpski meji je ogromno ljudi, ne, ki čakajo. Ne. In zdaj so se te policije zmenile, da bodo delale zelo dolgotrajne identifikacijske postopke, ki vzamejo približno pol ure na osebo in to pomeni, da gre vse še veliko bolj počasi, ne. Tam čaka nekaj tisoč ljudi, oni pa jih približno 100 na dan uspejo sprocesirati. Tako da do takih zelo absurdnih situacij prihaja in v bistvu tudi te pritiski na Grčijo, ki je na nek način pravzaprav že izključena iz Evropske unije, ne, ker se smatra, da vstop v Evropsko unijo iz Grčije v Makedonijo zdaj. Tako da in te čudne zahteve Grčiji, da naj varuje svoje zunanje meje. Kako bo mislim, to je grozljiva zahteva, ne? Da naj ljudi kaj odrine nazaj v morje ali kaj ne naredi. To je popolnoma neke nore zahteve izven in paradoksne se pojavljajo. Ne? Tako da v bistvu cela ta situacija pravzaprav kaže na to, da Evropa nekako na ta problem tega, kako pride do pravica. Na to, da Evropa je tako v očeh migrantov, kot sama sebe ne bi imela, ne bi bila neka vrednota človekove pravice. Ampak te človekove pravice so v bistvu vezane na državljanstvo. Ti jih nimaš, če nimaš državljanstva, ali pa če nimaš državljanstva take države, ki ti jih lahko omogoča. Ne. In zdaj Evropa je to zelo omejila za vse nedržavljane in nekako naredila neko hierarhijo statusov. Oziroma ta delitev na ekonomske migrante, o kateri smo danes že govorili, in pa na begunce, se pravi, ekonomski migranti v bistvu nimajo pravice do teh pravic, ampak samo begunci, ti kar pravi begunci, in je potem začela rezati, kaj so zdaj to pravi begunci. Ker po Ženevski konvenciji v bistvu status begunca dobiš, če si kot oseba preganjala, pa imaš strah, upravičen strah pred preganjanjem zaradi politične pripadnosti določenim skupinam, vere in rase. In tega, recimo, to absolutno ni omogočeno državljanom Maroka, Eritreje, Somalije, ker so že a priori, še predno pridejo sploh do grško-makedonske meje zavrnjeni. Se pravi, ni ta pravica do azila v bistvu ukinjena na nek način. In recimo tudi obstaja samo še to, čemu se reče subsidiarna zaščita, če prihajaš iz dežele, ki je ogrožena zaradi vojne, potem pač že to, da lahko dokažeš, da si iz te dežele, ti omogoča, da prejmeš to subsidiarno, v bistvu skupinska je, cela skupina teh državljanov lahko načeloma prejme subsidiarno zaščito in to je zdaj zreduciran samo na Sirijo in pa na Irak v bistvu. Medtem ko Afganistan pa se že ne smatra več, da so človeška življenja bolj ogrožena. Tako da je tukaj nastala spet neka taka hierarhizacija, ki v bistvu tudi sporoža napetosti med samimi migranti na poti. To, kar je zdaj tudi nek zanimiv detalj, je, da sta Slovenija in Avstrija uvedli neke samovoljne vprašalnike, ne vem, če ste verjetno, se mislim, da je bilo tudi v medijih, da je mogel
oseba je morala pač potnim listom dokazati, da je iz Sirije ali iz Iraka in če tega ni mogla, je pač eden od postopkov je bilo to, da so prevajalci porinjeni v situacijo, ko morajo v bistvu delegitimizirati ljudi, kar je totalno že nelegitimno, da so oni sploh v taki situaciji, da so v bistvu avtomatično v situaciji nekih špijonov, ti prevajalci. In druga stvar je to, da so tu uvedli te vprašalnike, kjer ti lahko porožiš, da si prišel zaradi vojne, združitve z družino, religijo, študija ali pa dela. Teh 5 stvari je. In če ti obkrožiš vojno, je pravilno. Če pa ti obkrožiš vojna in združitev z družino, ali pa vojna in študij, pa ni pravilno. In potem v Avstriji so imeli še tako tricky question, če si obkrožil vojna, pa so te potem vprašali, no, potem pa dobiš azil, a boš potem študiral, pa si rekel, ja, bi, ne? In si šel nazaj. Tako da, mislim, da pač sistem, kako se znebiti čim več ljudi, to ni druge logike v bistvu kot ta, ne? Hkrati pa ohraniti te dobre begunce iz Sirije, ki prihajajo zaradi vojne, pa Evropa vzame. In take vprašanje, ki so popolnoma nelegitimni, te države so vse podpisnice Ženevske konvencije in bi morali ljudem omogočati možnost, da zaprosijo za azil, ko so na njihovem teritoriju. In je ne omogoča. Zanimivo je, da je zelo težko priti do nekih zahtev za sankcije nad državami zaradi tega. Recimo UNHCR so prisotni v teh taboriščih, vedo za to, ampak ne ukrepajo. In namenoma sem rekla taboriščih, ker pa nas imamo, lahko bi rekla taborih, ampak ta izraz camp, ampak zaradi tega represivnega, ne zaradi te institucije nadzora, se mi zdi mogoče to primeren izraz. Tako da se pravi UNHCR in tudi druge, recimo tudi pravniki na Vrhovnem sodišču vejo, da to niso legitimni postopki, ampak ni vzvodov, s katerimi bi bil možen takojšen pritisk. Lahko sicer podamo tožbe na Evropsko sodišče in čakamo naslednje 2 leti, če bodo dobili te ljudi kakšno odškodnino, ampak ni pa nekega takojšnjega sredstva pritiska. Če tudi bi mogel, recimo, Združeni narodi bi mogli imeti to moč po teh konvencijah. Tako da tukaj se v bistvu to se zelo zaostruje, kako so ljudje, ki so označeni za te druge, v bistvu popolnoma v neki situaciji, ko se praktično ne morejo prebiti do pravic in do tega, ne vem, temu je recimo Bolivari kot droit de la cité, se pravi, da lahko na nek status, možnosti na državljanstvo vežeš svoje pravice. Se pravi, zanimivo, mogoče sem tu še eno podrobnost pozabila omeniti, ta porast te militarizacije teh prostorov, recimo tu je pred več kot 10 leti je bil v Kaleju začasno taborišče Sangate, kjer je bil samo Rdeči križ, nobene vojske pa policije. In so potem, ko so bili tam neki incidenti, se je pojavila vojska in je bilo to, da zdaj pa, ko je vojska, zgleda pa preveč podobno taboriščem iz 2. svetovne vojne in je bil to eden od izgovorov, da so potem zaprli. Medtem, ko zdaj pa ni v splošnih diskurzih je zelo malokrat postavljeno pod vprašaj to, da so te prostori tako militarizirani. Če pogledamo Dobovo, tam, mislim, vojakov je precej več kot prostovoljcev. In je težko razumeti, zakaj je potrebno, da je tam vojska, policija, taka ogromna količina teh ljudi. Tako da se pravi, zdaj tako zelo velik problem je v bistvu zdaj tega vračanja in tega zapiranja, ki v bistvu spravlja ljudi v veliko stisko in v ponovno ilegalizacijo. Ponovno so ilegalizirani, ko bodo hoteli se premikati proti tistim krajem, kjer mislijo, da bodo dobili neke pravice. Se pravi, zanimivo je ta tudi koncept, ki se veže na to ustvarjanje tega nevarnega muslimanskega drugega, ki nekako v teh medijskih diskurzih govori z nekim jezikom obleganja. Tukaj se opiram na Haža, ki pravzaprav govori o tem, kako se pojavlja ta ideja, te poplave, v bistvu nekega obleganja, in potem on uporabi izraz, da pravzaprav interpretira to preko koncepta globalnega apartheida.
Kaj je v bistvu v srži tega koncepta? To, da smo ljudje zaradi teh različnih državljanstv, različnih statusov, različnega dostopa do pravic, nekateri imamo možnost, da potujemo kamor hočemo in da smo mobilni, drugi pa nimajo te možnosti in nimajo možnosti, da bi legalizirano potovali v Evropo. Zakaj ni te možnosti? Zaradi tega, ker temu neoliberalnemu kapitalizmu ustreza ta delitev na neke privilegirane in pa deprivilegirane dele in ker je ta globalizacija pravzaprav zelo povezana z neko rekolonizacijo preostalih delov sveta. O tem govori zelo fino Silvija Federici, ki smo se prej pogovarjali. Ona skratka pravi, da je pravzaprav globalizacija zavzela to formo in da ni več samo ciklična ta primarna akumulacija kapitala, se pravi faza nekega divjega kapitalizma, ampak da je permanentna. Zato, ker je ravno globalizacija omogočila to permanentno zaradi teh zelo dobre komunikacije v finančnih transakcijah, zaradi te prestavitve delovne sile in se pravi prekarizacije in tega prisvajanja v bistvu nove in nove zemlje. S to privatizacijo, kjer se potem ta primarna akumulacija dela tudi tako, da se privatizira zemlja iz obubožanih držav in se pač izkorišča različna naravna bogatstva. Od teh biogoriv do mineralov, nafte in tako naprej. Tako da v bistvu neka taka precej zastrašujoča slika tega globalnega kapitalizma kot neke take skoraj že pošasti, ki v bistvu se ne bo zadovoljila samo s kraji izven Evrope, ampak prihaja tudi v Evropo, kar lahko recimo sklepamo potem, da v 80-ih letih, naprimer, je bil v Afriki program strukturne prilagoditve, to je pomenilo v bistvu varčevalne ukrepe, ki so bili praktično identični tem varčevalnim ukrepom tukaj. Tako da lahko že potem sklepamo, da se v bistvu to zaostruje če dalje bolj tako vse planetarno in da te delitve, da na nek način kdo ima sploh korist od tega, korist imajo v bistvu finančne elite in pa neki, lahko bi rekli, razne vazalske vlade po svetu, ki imajo neke koristi od tega. To je neka Kalbova interpretacija, ki se mi zdi še vedno tudi relevantna in na ta način bi lahko mogoče ugotovili, da ljudje, ki mislijo, da jim bodo migranti nekaj vzeli, da pravzaprav jim ne jemljajo migranti, ampak da jim jemlje nekdo drug. Tako da v času, ko so bili te varčevalne ukrepe, je postalo jasno, kdo jemlje. Medtem, ko se je zdaj ta fokus malo premestil in se bolj vse oblikuje v nek tak starodavni princip spri in vladaj in na ta način se pravzaprav onemogoča neke povezave. Tako da zato sem mislila govoriti o tej emancipatorni, mislim, umetno, ne toliko zelo razdelati, ampak ta neka emancipatorna moč migracij, ki v bistvu je obenem s to željo po participaciji na pravicah in na tem bogatstvu, ki je še najbolj nakopičeno v Evropi, je na nek način revolucionarno gibanje, ki zahteva redistribucijo tega bogatstva. In seveda se s tem morajo neke stvari v Evropi spremeniti, ampak ta strah pred spremembami verjetno, mislim, zakaj je to oblikovan v podobo strahu, ker pa lahko to neka možnost. Tako da se pravi, mogoče sicer tudi sami migranti niti nimajo te agende, ampak mislim, da obstaja velik potencial v teh povezavah. Se pravi v temu, kar nekateri avtorji omenjajo kot horizontalna solidarnost. Ta vertikalna bi bila recimo Rdeči križ pa država. Horizontalna je pa te povezave med prostovoljci in migranti in to čisto preprosto sodelovanje, druženje in ugotavljanje, kaj se da skupaj delati in pogovarjanje in na ta način neka interkulturna izmenjava in neko grajenje nečesa, kar še ne vemo, kaj bo, ampak neko vzpostavljanje nečesa novega. Tako da v tem smislu se mi zdi nek optimizem v te horizontalni solidarnosti in povezavah, mogoče malo utopičen, ampak vseeno. Zdaj ne vem, da sem to hitro govorila, da sem vse že tako malo povedala, da sem še ene druge stvari. Koliko imam še časa, mislim?
Ja, lahko se tudi. Mislim, tako sem se zelo osredotočila, zato ker se mi zdi bistveno, nekako da skušam bolj kot toliko smiselno in razumljivo povedati. Tako da mogoče samo še to, da se v bistvu dogajajo te horizontalne povezave po Evropi. Naprimer, jutri je solidarnostni dan za varen prehod. V torek je nekako vseevropski dan za povezovanje prekarnosti in pa migracij, migrantov in pa prekarcev. Tako da v bistvu neke take brasovske iniciative obstajajo in mislim, da je v tem možno videti nek optimizem. Pa mogoče še daj, da se pogovarjamo. Kakšno vprašanje še sprejem? Če ne? Jaz vam imam vprašanje. Zdaj govorimo o tem koridorju, ki je nas zadev, tako imam balkanski koridor. Pred časom, pa še vedno je seveda aktiven, imamo tudi italijanski koridor, pred časom smo imeli še španskega. Me pa zanima ena druga stvar, ki je pa povezana s širšim prostorom. Govorimo vendarle o celotnem prostoru severne Afrike, celo srednje Afrike, bližnjega vzhoda in dela, recimo srednjega vzhoda, praktično vse do Pakistana. Pridemo, kjer ljudje bežijo za svoje življenje, ne samo zaradi ekonomskih razlogov. In en velik del tega števila migrantov, ki so prišli, zdaj govorimo o migrantih, ker je bilo od začetka večinoma so bili ekonomski migranti, vendarle, je Evropa do njih zavzela, oziroma nacionalne države v Evropi zelo različen pogled in sprejemale različne ukrepe. Zdaj pa zanima, kaj se je tako bistvenega spremenilo s tem koridorjem. Ne številke niso višje, kot so bile prej, ne število žrtev ni bistveno višje, kot je bilo prej, ne število vojn, od katerih bežijo, se ni bistveno povečalo. Zakaj se je v Evropi pa zdaj tako radikalno spremenil odnos do tega? Ja. To je zelo dobro vprašanje. Zakaj se je to zgodilo? Ker je zdaj v bistvu te migracije dejansko pač na ilegalizirane načine potekajo zelo dolgo časa. In ta prehod, recimo, mogoče postali so migranti bolj vidni, zato ker pač je Sirija bližje kot recimo, ne vem, Sudan. Mislim, ampak ne samo to, vse čez Italijo je ves čas iz Libije precej ljudi prihajali. Jaz nisem šla zdaj preverjati, da so številke dejansko, mislim, bi bilo potrebno, a ti si to pogledal, da so jih... Ne, nisem, ampak za daljše časovno obdobje je bilo teh migrantov več, kot jih je zdaj. Ja, in tudi ljudje so po različnih poteh prihajali. Ja, mogno je bilo prihajati tudi po Če smem dopolniti, številke so bistveno višje. Če gledamo letne nivoje, se je bistveno povečal. Že zdaj, recimo 2013, 2015 je šlo za 50% absolutne številke. Možno tudi, ampak mislim, da te številke še vedno niso tako velike, če bi bila politična volja, da se pripravi nek sprejem. In v bistvu je čisto absurdno, da najbogatejši del sveta ne more sprejeti 5 milijonov ljudi, medtem ko velik revnejših delih sveta, mislim finančno revnejših, je precej več beguncev. Menda je 86% beguncev na svetu je v državah, ki se smatrajo za ekonomsko precej manj uspešne od Evrope. Se pravi, ni politične volje. In zdaj zakaj je ni? Ne vem, če bi... Je to mogoče zaradi tega, ker nekaterim ustreza, da se pozornost preusmeri na nekega zunanjega sovražnika, to je že malo kot teorija zarote, ker je tudi stvar nekih naključij, ki se zgodijo. Mogoče so migranti postali tudi zato bolj vidni, ker je Madžarska zaustavlja ljudi na tej postaji in to je pa že zelo blizu Dunaja in je potem istočasno še ravno takrat so opazili, da je umrl 72 ljudi v nekem tovornjaku in potem je nastal nek moment v zvezi s tem vabilom Merklove. Mogoče so neke te stvari tudi stvar naključja, da so migracije postale tudi bolj opazne ali pa tudi zato, ker so bolj številnične. Samo ta
Tega pa jaz v bistvu moram reči, da ne razumem, zakaj pravzaprav Evropa ne sprejme neke pozitivne migracijske politike, kjer bi pač sprejela čim več ljudi, se jih potrebuje, ne, na dolgi rok. Na dolgi rok Evropa ekonomsko dejansko potrebuje vse te mlade ljudi, ki sami prihajajo, ne. In v bistvu meni pride na misel samo taka malo, mislim, ne vem, to neki lokalni interesi nacionalističnih vlad, kakor Orbanova, da si na tem gradijo neke totalitarne države, ne vem kaj. Ne vem, ne znam čisto govoriti. Ali pa kot je slovo? Politike, kot omenili ste besedo revolucija na nekih točkah, pa globalizacija kapitalističnih interesov, ampak politična država kot neka sorte socialna pogodba, ki ne bi se zoperstavila na nek umirjen način, ali neki krvavi revoluciji, ali pa nekemu divjemu pohodu interesov kapitala, pa ni bilo omenjeno, je bilo to? Ja, ne, to bi v bistvu mogla omeniti. Ja, zaradi tega, ker pravzaprav je zanimivo, da v teh povezavah je večina držav skoraj na svetu postala nekako šibkih držav. Ne funkcionira več kot države, funkcionira samo še kot neki, kako bi se rekli, vazali, kaj bi se temu ne, ki so kompradorje, tak izraz, ki je malo, se mi zdi, recimo, približen prevod je vazalje, ki nekako podpirajo ta neoliberalizem, ne podpirajo pa, mislim, močne države, v tem smislu močne socialne države, ki bi rabila regulirati ta divji kapitalizem. In to je nekako neka ideja, ki je mogoče diskreditirana tudi zaradi tega, ker je v socializmu bil državni kapitalizem v bistvu, ampak nekako je vsem bil omejen, je bila to prednost nekako. Kaj je kreacija nadnacionalnih identitet, recimo evropske? Ja, ker se Evropa, mislim, Evropska unija bila zastavljena predvsem kakor zaradi varnosti najprej, ne zaradi premogovije. Najprej je bil ekonomski interes, potem politični, pa spet ekonomski. Ne, ker nima nobene podstopine, če čem se more hraniti. Rabi prostor, zato ga producira. Ja. Jaz sem hotel samo vprašati, omenila si konvencijo in si se namuzila ob tem, ko si citirala tudi raso kot vidik za zaprositi za azil. Pa bi se vprašal tako, mogoče celo več kot cinično, tudi retorično, mogoče malo pa tvoje mnenje. A ni mogoče ravno to bila tisti mehanizem, na osnovi katerega lahko izločijo ljudi, ki ne zgledajo njim rasno prijazno? Primer, če ti prideš iz Afrike, kjer so pretežno temneje pigmentirani prebivalci in če je preganjan svetleje pigmentiran, potem takšnega sprejmeš. Ker ne more potem iz Afrike priti nekdo, ki je temneje pigmentiran. Mogoče bi lahko tudi to smer razmišljali, da je ta konvencija katastrofalna, zato ker ima točno to besedico. Ja, ampak rasoma v smislu, če je oseba preganjena na osnovi, mislim, če je tam preganjena na osnovi svoje rase. Naprimer, Evropa bi seveda profitirala od tistih par repatriiranih Anglešev iz Zimbabveja, ker so preganjeni, ker so kobajagi beli. Ampak, mislim, vse imaš veliko, mislim, znotri Afrike je precej takih lokalnih rasizmov. Ker rožnate preganja. Ja, ampak tam so neki lokalni rasizmi, recimo vse te dežele, ki imajo bogate odtenke barv, dogajajo tudi te lokalne rasistične dinamike, recimo rasizem proti svetlopolskim človeškim elitam in kot en od primerov ali pa v Mauritaniji podobni, ali pa proti nekdanjim suženskim razredom znotri Afrike. Tako da samo v bistvu, sej noter so že te druge stvari, ne vem, etnična pripadnost, religija, se pravi, lahko prideš iz Afrike, pravzaprav si podlagi etnične pripadnosti ali pa politične. V bistvu večina azilov, tako da jaz vem za njih, da je bila v teh parkih, bilo v Sloveniji podeljenika. Se pravi, lani je manj kot 200 ljudi zaprosilo, tega je bilo okrog 50 azilov podeljenih. Čaka se pa približno po leto in pol, zato da dobiš, če zdaj ima zelo srečo 5 mesecev. Pri nas je bilo tako, v bistvu, da te odločevalci, če je zelo jasna in dokazljiva politična preganjenost, zaenkrat v Sloveniji je še možno dobiti
azil, če seveda si pa še do Slovenije. Ja, če prideš do Slovenije, pa če te ne vrnejo že na meji, če ne obkrožiš kaj napačnega. Še eno vprašanje glede. Ja, kaj menite povezavo z TTIP-om, ki prihaja? Namreč nekako meni se kažejo jasni indici med begunsko krizo, ki destabilizira Evropo, in tem prihajajočim TTIP-om, s katerim se dejansko zdaj več nihče ne ukvarja, ker je vsa naša pozornost usmerjena v begunsko krizo. V resnici pa do konca Obaminega mandata in volitve se bližajo, morajo podpisati ta sporazum, kljub temu, da smo že skoraj 4 milijone podpisov evropskih državljanov zbrali proti tem tajnim sporazumom, ampak žal tudi naše politične elite so večinoma, kot vidimo, za podpis tega sporazuma, čeprav bi morali pogajanja o tem nemudoma ustaviti. Tako da mislim, da je neka povezava v preusmerjanju pozornosti. Gotovo prav pride tisti, ki želijo podpisati ta sporazuma. Zagotovo ne mislim. Tako da res je zanimivo, mislim, meni se zdi tudi mogoče malo naivno presenetljivo, da mediji tako zelo podpirajo te interese. To je precej nenavadno. Mislim, tistih nekaj novinarjev, ki hoče drugače novožno izjemno malo, manj posebno poslužati. Zato je to še ena stvar za mogoče bolj raziskati. Samo, ja, kar tukaj bi lahko tudi koncev novinarji bi bolj uporniški, so preusmerili pozornost v neke druge pomembne teme. Si jih odpustijo. Kaj se pa recimo, vam je znamo, kako se s temi migracijami spopadajo na drugih celinah? Recimo, tak primer mogoče Haiti pa Dominikanska, ker je v bistvu meja čez sredo otoka, Haiti je v bistvu država v razpadanju, 10 milijonov Haiticov, gravitira Dominikansko, tam je tudi odkrit rasizem med obima državama, pa koliko se vidi noben bodeče žice. Kako recimo, vam je znamo, kako tam Ja, se mi zdi, da velikrat kar je nekaj podobnega bodeči žici. Mislim, to, kako se recimo Avstralija loteva migracije, je zelo podobno temu, kako se jih loteva Frontex, če ne še hujše. Tudi ta meja med Mehiko pa Združenimi državami, tam je tudi stalno ta neka dinamika med neko solidarnostnimi skupinami, ki so, in pa med to represijo in pa ogromno mrtvimi tudi na tej poti. Tako da tega primera konkretno ne poznam, mislim, seveda vem z takih, ampak ne poznam pa dobro mislim, sploh ne poznam te lokalne dinamike, kako, če so recimo kakšen primer, kjer znajo nekako bolj konstruktivno se ukvarjati s temi migracijami. Tako da, ja, je primer kakšen tak, da bi bile migracije enostavne, mogoče med nekaterimi afriškimi državami. Ampak tudi niso vedno enostavne. Tudi tam se dogaja neka vračanja, pa odvzemi pravic, pa tako naprej. Tako da kakšni redki posamezni primeri se včasih zgodi, da so ekonomske migracije recimo tako delno lažje. Ampak, ja, mogoče ta primer med Nigrom Malijem pa Libijo, je smo nekaj časa dosti taka fluidna in odprta. Tudi v bistvu za to pot v Evropo, ne znam potem pa, mislim, to je pa že druga zgodba te zapori v Libiji, eksternalizacije. Tako da, verjetno, ne vem, gotovo je kje tudi kak v redu primer migracij. Ali pa v preteklosti v Evropi, ko so recimo vodili ljudi, čeprav to je bilo pa zelo tako ciljno usmerjeno, ekonomsko, pač je potrebe industrije. Tudi ni bilo iz nekih takih pač, ne vem, zaradi tega, ker bi mislim, da je njihov ideal svoboda gibanja, pa kaj taskega. Če smem jaz tukaj sam nekaj pripomniti, tudi v nerazvitem svetu se dogajajo bodeče žice, oziroma Indija je proti Bangladešu zdajle komplet zamejila celotno mejo, zaradi dotoka delavcev z Bangladeša v Indijo. Tako da to ni samo evropski fenomen ali pa fenomen bolj razvitih držav, praktično to postaja svetovni fenomen. Kitajci so tudi sicer zgradili nekoč. Zato, da bolj, da bi držali davkoplačevalce noter, barbaje, ne davkoplačevalce. Sicer imaš pa tudi Pakistan, Indija, 2300 km žiče, najdaljše na svetu. Ne vem,
pozabila še en primer zakopa. Dobro, žica, ne, zdaj se v teh zidovih govorili, ne, pa zgodovina vemo, da te žice nič ne rešujejo, ne. Oziroma, vse po mojem mnenju, ta žica, ki se je tu postavila, je legalizirala sovražni govor v Sloveniji, ne, do Amena, ne. To je edino, kar je naredila, ne, zato smo v tem ognju sovražnosti zdaj. Ampak tisto, kar je Violeta vprašala prej z temi sporazumi, jaz sem pred časom govoril z enim evropskim poslancem, Šoltes, no. In o tem je tudi govor na okrogli mizi eni Postojni. Njegova teza je, da Amerika nikoli ne bo pomagala staviti vojne v Siriji, dokler Evropa ne pristane na te sporazume. Ker zelo resno je to razlagal, tudi zelo resnim ljudem. Ker se dogaja se eni procesi v svetu, zelo veliki, in mi vredno vsi tako samo sanjamo, kaj se dogaja. Gre pa enostavno za ekonomske interese, ekonomija velikih držav, hoče imeti nafto, hoče prodajati orožje, hoče imeti svoj ekonomski interes in tudi Evropa imeti nekje pod svojim patronatom. Skratka, dogaja se neki procesi, ki jih jaz ne vidim ljudi, sploh pa ne v Bruslu zdaj, ki bi znali to analizirati resno in kako se na to odzvati. To so res tektonski premiki. Kam bo pripeljali, ne vem. Ampak žal, sedanja politična elita v Bruslu, vključno s evropskimi izjemami, ni sposobna resne analize, po mojem mnenju. Pa nekaj si domišljam, da nekaj vem, kaj se tam dogaja, in to vidim kot velik problem. Zato mislim, da bi morali te, rečemo, intelektualne elite, ne, izven teh krogov tudi, zato se ti ta posvet super, tudi vse bolj analizirati in se oglašati vezi s tem, ker stvari grejo res predaleč. Ja, ne, to gotovo, da bi, mislim, te procesi, kar so sploh dostopni, vsi podatki, primerni, gotovo bi bilo, mislim, zagotovo bi bilo dobro, je to, kar ste predlagali, v javnosti več nekih analiz, ki nekako poskušajo odkrivati vse te zapletene in verjetno tukaj skrite tudi procese, in ugotavljati, ne vem, kje so neki vzvodi sprememb, ker to je, mislim, te vzvodi, ki jih imamo tukaj kot v bistvu raja, tukaj srečam, so spet drugačni, kakor jih imajo neke politične elite, ki spet nekako niso očitno, ne vem, jaz nisem politologinja, tako da si ne znam tako dobro predstavljati vsega tega, ampak ne vem, kako, kje so te neki vzvodi moči, v bistvu, in kako do njih pridati, ampak se strinjamo, v bistvu. Tu je podobno kot novinarstvo. Politične elite, po mojem mnenju, so v veliki meri v rokah kapitala. Isto je novinarske elite, in to je velik problem. Tu je težava, ker diktira, ne odloča, pač politika res odloča, na koncu, sprejme, ampak na podlagi kakšnih interesov, ali gre za javno dobro, ali gre za interese nekih ozkih skupin ali posameznikov, ali nekih korporacij. In tu je zdaj nastopil po mojem mnenju, en prelomen trenutek, ki se zna končati tako ali pa drugače, ne da strašim, ampak vse to, kar ste govorili o teh koridorjih, in kar se dogaja, a se bo zdaj vsa zadeva zaštopala na makedonsko ali pa na grško-turški meji, da se bo tam zbralo nekoliko milijonov ljudi, ki nimajo kaj izgubiti več, ki bojo šli čez, če ni druge. Postavite se sami v to vlogo, da ste v tej situaciji. Vse so ti razbili, vse so ti požgali, vse so ti pobili in kaj boš ti zdaj naredil? Ti hočeš nekam iti, kjer boš to gvadil, da boš lahko normalno živel. In zdaj ti koridori in vse te nacionalizmi, ki se zdaj pasejo, in smo mi kopirali zdaj Orbana, mislim, to je leto 33 Nemčije. Ja.
Imeli smo sežig knjige, v Berlinu smo ga imeli na Mohrnih trgu leta 1933, imeli smo sovražni govor. Narodni dom v Novem mestu. Ja, končalo se kako nekaj milijonov mrtvih. Ja. In vodilna elita v Sloveniji molči. Ja, negotov je tudi to, da gotov vsi rabimo iskati te neke vzvode povezovanja in neke proti naracije, tem v bistvu fašistoidnim diskurzom, to, kar se tiče, se mi zdi, tisti, ki se ne strinjamo s tem, in to je neke več javnih analiz, kako ste, gotovo se strinjam. Če lahko še jaz bi se navezala na to, kako je pomembno, da so taki dogodki, kot je danes, ker, kot smo ugotovili, politika je zlizana s kapitalom, novinarji so v službi kapitala, kateri niso, hitro zgubijo pogodbe, tako da lahko računamo samo na intelektualce in na kulturnike, ki se še lahko odzivajo in so relativno svobodni v svojem izražanju. Imamo tudi kempe v bistvu otrok, ki so tam nekje na Bližnjem vzhodu, ki jih je, ne vem, 2 milijona. Kaj bo s temi otroci? Samo en totalitarc pride in jim da samo malo ljubezni pod narekovanjem, malo pozornosti in bodo šli. V roku 10 let bodo to odrasli ljudje, ki res nimajo kaj izgubiti. Nikoli niso doživeli ne družine, ne nobene pozornosti, ne ljubezni, so čudovito polje za kakšnega bolnika, ki jih bo zlorabil proti vsemu, kar je dobrega. Kar se pa TTI pa tiče, pa zelo si želijo seveda imeti kontrolo nad hrano in vodo in tisti, ki bo imel to, te dve dobrini, bo vladal v svetu. In jaz si ne predstavljam Evrope, ki bo žejna in lačna. Takrat pa res jadna na majka. Ja. Tako da, ne vem. Jaz vam slušam eno vprašanje konkretno v zvezi s koridorji. Prej sem govoril o teh širših koridorjih, zdaj pa zanima ena zelo pomembna reč, o kateri skoraj da ne razmišljamo. Vse evropske države seveda vračajo tiste ne begunce, tiste migrante v celoti, kot jim rečejo, iz države, skratka jih prepodijo iz države. To lahko narediš milom ili silom, kot se reče po srbsko. Na mil način to narediš tako, da jih strpaš na avion in jih nekam pošleš, s silo pa jih samo vržeš čez mejo, dobesedno. Zdaj me zanima, kakšna je po tvojih informacijah politika teh držav na balkanski poti, glede tega vprašanja, če sploh obstaja ta politika in kakšna bi bila najbolj srhljiva po tvojem mnenju od vseh možnih. Avstrija vrnila, ljudi sem dali Postojno, ampak potem se Postojna začela polniti in potem sem dali ta papir za začasno zadrževanje in so oni šli na Forezno čestitali. Tako da to je še nekako funkcioniralo, dokrat bilo tako veliko ljudi. Zdaj pa, ko je več ljudi, pa bolj organizirano vračajo nazaj, nekaterim uspet pridati ven iz tega, ampak pa potem iskati neke ilegalizirane poti. Nekatere pa potem vračajo nazaj, tako kot so prej delali po tem Dublinu, v naslednjo državo, naslednjo. In to je lahko precej tak, enkrat je Gula rekla, balkanski kalene, da je veliko ljudi, ki nekako poskušajo nekam priti. In to so, mislim, tudi iz teh razlogov nekega čist, tudi iz tega zoe vidika, že ne človeškega trpljenja, je to zelo slabo, kaj šele iz kakšnih nekega dobrega življenja za te ljudi. Tako da to je zelo problematično. O tem moramo razmišljati. Ja, seveda, da s temi ljudmi mogoče se nekako povezati. Ja, to se zdaj dogaja, prav zdaj, te procesi vračanja. In te ljudje so tudi, tako kar je prej Duško omenil, so zaprti v nekih posebnih šotorih, posebnih kontejnerjih, kjer v nas samo rdeč križ dostopi, ne vem, dobijo vodo in vse te stvari. In tukaj gre za ne vem, ljudi vseh starosti, in to je lahko precej grozljiva situacija. Hvala, Sara.